Tudi številni slovenski ljubitelji GTI-jev smo nekoč vsako leto romali ob Vrbsko jezero na avstrijskem Koroškem, kjer so se odvijala zelo množična GTI srečanja. No in ob robu teh srečanj je vedno Volkswagen svoje ljubitelje in udeležence teh srečanj podcrkljal s predstavitvijo kakšnega zelo atraktivnega koncepta. No in danes imamo ekskluzivno priložnost, da si čisto od blizu ogledamo 3 izmed teh zelo zanimivih in unikatnih avtomobilskih idej. Prvi je legendarni koncept dvojni V12 650. No, je že iz njegove oznake razvidno, da gre za pravzaprav zelo unikatnega golfa iz paralelnega vesolja. Bil je predstavljen leta 2007 in pod pokrovom ima ogromen dvojni V12 motor, ki je nameščen tukaj za voznikovim sedežem. No in ta motor ima kar 477 kW moči oziroma 650 konjev. No pa kaj je pri tem konceptu še posebej atraktivno, lahko ga celo na hitro zapeljemo. No pa da vidimo, kako se oglasi teh 12 valjev. Predvsem veliko pihanja slišim tukaj za mano. No, jaz moram danes ta avto, tako so mi rekli, zelo čuvati. No, ampak spomnim se, ko je ta avto gostoval v znameniti oddaji Top Gear, no takrat ga pa je voditelj Jeremy Clarkson kar ostro vodil okoli dirkališča. Ampak ugotovil je tudi, da je ta avto popolnoma nevozen. Wow. To pa je res unikaten občutek. Res, da ne smem avta voziti hitro, ampak hitro se čuti, da je tukaj zadaj zares preobilje moči. Zdi se, da je avto izjemno zmogljiv in obenem popolnoma lahek, kar verjetno resnično pomeni, če bi ga zapeljali tukaj čez ogrado na dirkališče, da bi bilo kar zahtevno ga krotiti. Zdaj pa naredimo na hitro še eno kontrolo, kako se sliši njegov zvok, pa da vidimo v nevtralni prestavi. Zelo dobro se sliši. Škoda, da vam tudi vonja ne morem prenesti prek kamere, ker tukaj zelo močno diši po benzinu. To pa je koncept iz leta 2013, to je Golf GTI Vision Design. Osnovan je na 7. generaciji Golfa, tukaj pod pokrovom motorja pa ima 3-litrski V6 biturbo, ki mu skupaj z njegovim 4-kolesnim pogonom omogoča, da se do stotice požene v manj kot 4 sekundah. Za konec pa še konceptni roadster GTI Vision Gran Turismo. Torej, kot govori že njegovo ime, je to koncept iz videoigre, ampak ker je bil v tej videoigri tako zelo priljubljen, se je Volkswagen odločil, da naredi tudi njegovo realno izvedbo in tudi ta se lahko pelje. Verjetno se strinjate z mano, da so ti koncepti prava paša za oči. Katera je po vašem mnenju najbolj odbita konceptna avtomobilska ideja?